tak mir? Kaže, da ste že vsi utrujeni in da bo Latolija konec. Ali pa je to zato, ker bo danes ena taka stvar? Ali bo sladki led za kosilo? Tudi če bi bil, ješ tako ali tako ne sme jesti sladoleda. Lahko ti vse bodice odpadejo, da kakšen boš pa potem letal naokoli. A ti ne veš v sladoled jezeti? Pa, jaz sem te imel za bolj razgledanega. Sedaj boš pa ti mene učil. Seveda bo znam ježka, to je taka lučka, ki te ne pogreje, ampak pohladi. Poslušaj zdaj. No dej, povej že, ker vse veš, da zvedav ne more dolgo čakati, da kaj novega izveš. No, le pomiri se. Danes bomo govorili o miru. Miru? Potem mora biti vse tiho in Danes bomo spoznali še eno Marijino ime, kraljica miru. Kraljica miru? Kako to misliš? Glej in se uči. Počasi. Z Jakobom smo šli v Emaus. Ne moram čakati, nekaj tako neverjetnega se je zgodilo. Ja, tudi nas so žene prestrašili, ko so rekli, da Jezusa ni bilo v grobu. Saj zato ga ni bilo v grobu, ker je bil v Emausu. Kaj? Ja. Pridružil se nama je na poti. In potem sva ga spraševala vse mogoče in se pogovarjala z njim. In sva mu govorila celo, kaj se je z njim zgodilo. In on ni nič vedel. In potem... Potem smo prišli v Emausu prenočišče in tam je razlomil kruh, tako kot prejšnji četrtek, in pa sva vedela, kdo je. In pol je, pup, izginil. Izginil? Izginil. Tako kot je nenadoma prišel, tako je izginil. Se moram... Ne še ti enkrat meni. Kdo prihaja? Ta ni od naših. Ki ne pozna skrivnega vhoda. Peter, Janez, si Jezusovi apostoli, kam ste se skrili? Vas je strah? Janez, si ti rekel, da bojo vojaki spet prišli? Vse ti pravim, nič nam ne morejo. No, kam ste se potuhnili? Brez skrbi, prišli mi boste v roke. Saj vam pravim, vojaki in služabniki velikih duhovnikov vedo, da smo tule z Jezusom jedli zadnjo večerjo. Klopa, si se zadržal ne vodi, kako vstopiti v hišo? Ja, pri stranskih vratih in noben me ni videl. Apostoli moji, mir vam bodi. Kaj? Ali res? Je to mogoče? Jezus! Peter, zakaj si tako počasen v verovanju? Ne bojte se, ostanite mirni. Jezus je apostolom še večkrat prikazal, ko pa je šel v nebo in je obljubil, da je mu poslal Svetega Duha. Zopet so bili zbrani v dvorani zadnje večerje in tudi Marija je bila med njimi. Dragi Peter in apostoli, Jezus nam je naročil, da ostanemo mirni in potrpežljivi v pričakovanju. Res je, mati Marija, ampak jaz ne morem. Strah te je, priznaj. Priznaj, Bartolomej, tebe tudi. Nič naj vas ne vznemirja. Jezus je rekel, če so preganjali njega, vašega učitelja, bodo preganjali tudi... Kakšna tolažba je to? Jaz nisem hodil za Jezusa, da bi me preganjali. Saj je Jezus rekel, če hočeš imeti dele z njim, potem moraš sprejeti tudi to. Ja, Peter, moram izvati tistega, kar nam dogaja. Ne bojte se.
dolg kot sunce. Ja. Ta Jezusova beseda je tudi meni dala misliti. Bojte se tistega, ki more vreči v večni ogenj. Čak, malo, čak. Tu trpljenje, preganjanje. Da, Peter, tudi če stanite mirni, tudi če je nevihta ali pa razbojniki okoli vas, ne smete se vznemirjati, saj če imate čisto vest in mir v srcu, potem se ne smete ničesar bati. O, Marija, ti pa res znaš pomiriti. Tudi če stvari izgledajo tako brez izhoda, je tvoja beseda kot dotik iz samih nebes. A si videl, kako se je Peter skoliral? Prej je pa samo norel. Sedaj vidiš, zakaj je Marija kraljica miru. Ja, pa pomocnica, pa zgodnja danica, pa skrinja zaveze je. Veliko sem ta teden izvedel. Najlepše ime pa bi bilo Marija, dotik nebes. Po njej nam Bog prihaja naproti in če jo imamo radi, če jo prosimo za pomoč, tudi mi z njeno pomočjo hodimo naproti Bogu, da se bomo nekoč sami lahko dotaknili nebes. Doktor pridite, igralci. In še režiserka Anja. Evo, kot Marija, Katja. In Zvezdal. Andrej, kot evangelist. No, in pa še vsi drugi, kakor so igrali. Še druge